Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Koper vstopa v novo turistično sezono. V 3 mesecih od junija do konca avgusta se bo zvrstilo več kot 150 dogodkov. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper turistično najbolj živahen del leta tudi letos bogati z vrsto prireditev, kot so Altroke Istra Gourmet Festival, Smokfest, pridružile pa se jim bodo še nekatere nove. V Koper se vrača poletje z biseri, 4 vrhunski glasbeni večeri na atraktivnem Kapodistriasovem trgu. Velika novost je ribiška vasica, ki bo domovala od začetka julija na Ukmarjevem trgu pri bivši upravi za pomorstvo. Ne bo to samo navadna ponudba ribiške gastronomije, bo veliko več aktivnosti, dogodki, obljubljamo tudi živo ribarnico, tako da res pestra ponudba. Nadgrajujemo ponudbo filmskega dogajanja in sicer na Prešernovem trgu prvič filmski večeri. Koper je meseca aprila in maja, ko so se osredotočili na promocijo tako imenovanega outdoor turizma, ki zajema kolesarstvo, pohodništvo in gastronomijo, obiskalo 13% več gostov kot leta 2024, zabeležili pa so tudi 6,5% več nočitev. Zavod za mladino, kulturo in turizem letos prvič z marketinško akcijo na digitalnih resursih vstopa na 5 tujih trgov. Lani decembra pa je bila sprejeta občinska strategija razvoja turizma. Koper so razdelili na 4 območja, in sicer na Kraški rob, Dolino Dragonja, deželo Refoška in mestno jedro. Torej, v prvih 2 letih smo se osredotočili predvsem na območje Kraškega roba. Tam smo lani vzpostavili center za obiskovalce Kraški rob. Poleg tega pa smo v bistvu zastavili tudi številne druge aktivnosti. Zagotovo so izjemen odziv doživeli vikendi na robu, kjer smo se tudi, oziroma zavod se povezal s številnimi društvi in drugimi izvajalci na področju outdoor turizma. Potem pa smo v bistvu na območju Kraškega roba zastavili prav tako druge investicijske projekte, namreč prihodnje leto želimo urediti muzejsko zbirko šaurink in starih istrskih ljudskih glasbil na Bržanovi domačiji v Smokvici. Urediti želimo muzejsko sobo, spominsko sobo Marije Franca in Marjana Tomšiča v Gračišču. Prav tako pa se obeta v prihodnjih letih tudi obnova Vaškega doma Gabrovice, kjer želimo pa urediti interpretacijski center za naravno dediščino Kraškega roba. Poleg tega pa tudi v prihodnjih letih, oziroma že nekateri projekti se že odvijajo, kot je ureditev parkirišč. Eno je na območju Svetega Kvirika, ki poteka v okviru projekta Pozejdone. Medtem ko ostale 3 parkirišča oziroma vstopne točke pa bodo realizirane v prihodnjih 2 letih, in sicer se bo urejalo parkirišče v Smokvici, v Zazidu in v Črnotičah. Torej, to je, kar se tiče Kraškega roba, sedaj pa se intenzivno lotevamo mestnega jedra. V ta namen je bila tudi imenovana mestna menedžerka, ki je neposreden stik, bom rekla, med različnimi institucijami in ponudniki v mestu. Na drugi strani pa smo torej se lotili tudi investicije na področju kulturne dediščine. Lani smo namreč obnovili mestni zvonik, v kratkem prihaja tudi razstava o zgodovini mesta Koper znotraj zvonika. Prihodnje leto, oziroma že letos pa se začenjajo tudi četrtne fešte, kjer bo po teh kontradah v mestu se odvijali različne prireditve, ki bojo vezane na zgodovino, na kulturo, na legendo preteklih stoletij. Na Kidričevi ulici pa so odprli novo pop-up trgovino, ki je namenjena vsem, ki si želijo predstaviti svojo blagovno znamko, preizkusiti novo idejo ali le navezati stik z obiskovalci. Vsake 3 mesece bo prostor zaživel v novi podobi z novim najemnikom in svežo ponudbo. Kot prva bo na odlični lokaciji zaživela mobilna botična trgovina Willy Van Style Pop-up, ki jo bo kurirala ekipa raznovrstnih ustvarjalcev, združenih v zavod 3P, ki ga sooblikujejo modna oblikovalka Julija Kaja Hrovat, ki ustvarja pod blagovno znamko JKH Identity, Ana Cajhen, nosilka nesnovne kulturne dediščine slamnikarstva na Domžalskem, modna oblikovalka Manca Kočnik, ki ustvarja pod blagovno znamko Manca, oblikovalka torbic blagovne znamke Bubalina Barbara Izda in prva slovenska vintage trgovina Divas Vintage, ki jo vodi Barbara Por Hrovat.
Poleg nabora njihovih izdelkov bodo vse do septembra v pop-up trgovini še številne delavnice, stilska svetovanja, predavanje in mini razstava. Od septembra do novembra se bo v prostorih predstavila mala pop-up trgovina, v kateri se bodo predstavili Evgenija Zafirovska, Anja Medle, Sont Jewelry, Kročeta, Vult Nightka in Kontra, program pa bodo dopolnili tudi gostujoči obiskovalci Boho Headwear in Ludus. Kot tretje se bo med decembrom in februarjem predstavila blagovna znamka Oze Roze, ki ustvarja unikatna in ročno poslikana oblačila. V ponedeljek je v gledališču Koper potekala svečana podelitev gledaliških nagrad Tanta Drugi, ki jih vsako leto skupaj podeljujejo 3 primorska gledališča: SNG Nova Gorica, gledališče Koper in Slovensko stalno gledališče Trst. Namen nagrad je počastiti posameznike in skupine, ki svojo umetniško ustvarjalnostjo pomembno prispevajo k razvoju gledališča na Primorskem in širše. Letos so podeljevali že 15-tič. Pozorni smo bili na številne vidike, pri čemer velja poudariti predvsem pozornost do umeščenosti posameznih predstav v čas in prostor ter občinstev, ki gledališča nagovarjajo. Vsi trije repertoarji so zajeli širok programski spekter, tako klasična in sodobna dramska besedila, kot dramatizacije oziroma avtorske projekte. Primorske gledališke hiše so odpirale vprašanja današnjega časa, ki večkrat izvirajo iz odnosa družbe do posameznika in obratno. Od ženske tematike do mladinske stiske, od preizpraševanja koncepta družine v najširšem smislu do statusa žensk v sodobni družbi. Nagrado za najboljšo predstavo je prejel kolektiv, ki stoji za avtorskim projektom 1973 v režiji Tomija Janežiča in produkciji SNG Nova Gorica. Nagrado za igralski dosežek je prejela Anja Drnovšek za svojo interpretacijo vloge Olge v predstavi gledališča Koper Dnevi zavrženosti po romanu Elene Ferrante. Nagrado za nevidne dosežke, ki izpostavlja presežke izven običajnih pogledov in pričakovanj, je prejel kolektiv projekta Anhovo, režija Žiga Divjak, produkcija SNG Nova Gorica, ki je prepričal z močnim družbeno-kritičnim sporočilom in vključevanjem skupnosti. Tanta Druja za življenjsko delo, najvišje priznanje pa je letos prvič v zgodovini podeljevanja prejel avtor glasbe, skladatelj in glasbenik Mirko Vuksanović. Vem, da vsi čakate dolg govor zdaj, ampak jaz bi se rad še zmeraj presenečen in hvaležen za hvalo bližnjim za potrpljenje in navdih, vsem, ki so mi omogočili, da se ukvarjam s tem delom, in ne nazadnje tudi žiriji, ki mi je pri rostih 62 podelila to nagrado. Hvala. V več kot 3 desetletjih je soustvaril glasbeno podobo več kot 150 gledaliških predstav, od tega 60 v SNG Nova Gorica, 37 v gledališču Koper in 7 v tržaškem Slovenskem gledališču. Njegova glasba pa zaznamuje tudi številne druge gledališke, filmske in televizijske projekte doma in po svetu. Kot je v utemeljitvi zapisala komisija, je umetnik, ki na edinstven način razume in uresničuje moč glasbe, kot samostojne umetniške govorice in kot veziva, ki poglablja in bogati gledališko izkušnjo. Kaj vse se je zgodilo, kakšna sreča V torek je potekal dan slovenske policije, zato je policijska uprava Koper v mestni taverni organizirala prireditev posvečeno njihovemu prazniku. Program je bil pester, začel se je s predstavitvijo poklica policista, nadaljeval pa s podeljevanjem priznanj najboljšim sodelavcem ter zahvalo tistim občanom, ki so v minulem letu skrbeli za varnost. Ob našem dnevu policije, ki ga danes obeležujemo na policijski upravi Koper, se najprej z globokim spoštovanjem spominjamo poguma slovenskih miličnikov. Njihova odločnost v prelomnih trenutkih naše zgodovine je tlakovala pot v svobodno in samostojno državo. Čeprav nam danes suverenosti ni več potrebno braniti z orožjem, pa je poklic policista še vedno izjemno zahtevan.
Varnost ni samoumevna. Je temeljna vrednota, ki jo državljani vsak dan pričakujejo in potrebujejo. Zlati ščit policije so tako prejeli Klavdija Pavletič, Davor Tozan, Dragoljub Pavlivič, Simon Česnik ter Maurici Prinčič, medtem ko so bronasti znak za sodelovanje dobili Dino Hajdarevič, Nuko Malagič, Massimo Mijani, Roberto Smole, Dejan Grandič ter Motoklub Kondor Slovenija. Varnost ni nekaj samoumevnega, je rezultat trdega dela, zaupanja in sodelovanja med vsemi nami. Biti policist je več kot le služba, je način življenja, je pogled na svet z drugačnimi očmi in je poslanstvo, kljub vsem izzivom, s katerimi smo se bili primorani soočati, kljub pomanjkanju finančnih sredstev in kadrov, smo uspeli obdržati solidarnost in čut do sočloveka. Policisti smo razumevajoči, odzivni in vedno pripravljeni pomagati. To smo v zadnjem letu tudi večkrat dokazali. Prireditev je imela tudi glasbeno noto, saj je program popestril policijski orkester pod taktirko Nejca Bečana, z njimi pa je zapela domačinka Mija Guček. Športne igre mladih so že 28 let največja amaterska športna manifestacija, ki razveseljuje, zabava in združuje otroke v regiji. Ideja je nastala na Hrvaškem, zdaj pa prireditev prirejajo tako v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Sloveniji. Gre za športni dogodek, ki združuje osnovnošolce vseh starosti, ki tekmujejo v številnih športih. Ključni namen, da se otroci družijo, da otroci doživljajo socializacijo, da sodelujejo med sabo, da sodelujejo v športnem duhu. To so naše ključne izhodišča, ključne vrednote, ki želimo prenesti otrokom skozi šport, skozi gibanje. Lahko spremljamo atletiko, lahko spremljamo nogomet za dekleta tudi, lahko spremljamo tudi šah, recimo izjemno dobre turnirje v šahu imamo, recimo danes v Kopru bomo imeli preko 100 mladih šahistov iz cele Slovenije, potem imamo rokomet, imamo nogomet, kot sem dejal, namizni tenis, potem tenis, odbojko na mivki, tako da zares pester program, res dober program, veliko ponudbe za otroke, pri čemer pa mi ne zasledujemo rezultatov. Nas zanima druženje in zanima nas predvsem otroci, ki morda nimajo priložnosti se vključiti v šport, ki morda nimajo priložnosti spoznati športe, različne športe in to je morda za njih neka iskrica, začetek nekega novega otroškega veselja. Tekmovalci so se čez celotno šolsko leto preizkušali na regijskih tekmovanjih, tokratni zaključek letošnjih iger, veliki finale, ki ga je s prižigom slavnostnega ognja otvoril koprski župan Aleš Bržan, pa je letos potekal v športnem parku Bonifika. Odkje ti prihajaš danes, odkje ste prišli s sošolkami, sošolci? Iz osnovne šole Koper. Aha. In se rada udeležuješ takšnih prireditev? Ja. Tudi treniraš kakšen šport? Ja. A kaj boš pa danes tukaj igrala? Ne vem še. Kateri športi so ti pa najljubši? Plesati. Aha. In imaš tudi cilj zmagati ali je tukaj samo tekmovanje, da nastopate in da se imate lepo? Tu imam cilj zmagati. Ja. Imaš kakšno posebno koreografijo? Ja. Ste se dosti časa pripravljali? Ja. Dobro, kaj pa je še najpomembnejše na takšnih dogodkih, druženje? Ja, druženje. V Sloveniji so letos igre potekale drugič, organizatorji pa so z izvedbo in koprskim prizoriščem zelo zadovoljni. Študenti, ki si želijo bivanja v študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo, lahko prošnjo za sprejem oddajo elektronsko prek portala EVŠ od 1. julija 2025 do 31. maja 2026. Za uvrstitev na prvo prednostno listo morajo študentje oddati popolno vlogo najkasneje do 18. avgusta 2025. Na to listo bodo uvrščeni tisti, pri katerih bo mogoče ugotoviti izpolnjevanje splošnih pogojev in meril, določenih v pravilniku. Prošnjo je mogoče oddati le enkrat, prijava pa poteka preko elektronske identifikacije z digitalnim potrdilom, SMS pasom, e-osebno izkaznico, AAI računom ali kombinacijo uporabniškega imena in gesla v sistemu CPAS. Po uspešni oddaji prejme študent na vlogi naveden e-naslov potrdilo o oddani prošnji. Če potrdila ne prejme, prošnja ni bila uspešno oddana. Pomembno je, da študent navede e-naslov, ki ga bo lahko uporabljal tudi po koncu srednje šole. Vsa zahtevana dokazila se priložijo elektronsko prek portala EVŠ.
Pravočasno je upoštevana vsaka vloga, ki je v sistem EVŠ oddana do roka, določenega z razpisom. Študentski domovi Univerze na Primorskem razpisujejo 544 ležišč, od tega je predvidenih 117 ležišč za sprejem in 427 ležišč za podaljšanje bivanja. V Portorožu pa 130 ležišč v študentskem domu Korotan in sicer 29 ležišč za sprejem ter 101 ležišče za podaljšanje. Pretekli konec tedna so v nogometnem klubu Piran praznovali prav posebno obletnico, in sicer 100 let delovanja kluba. V ta namen so pripravili celodnevni program, ki se je začel z nagovori predsednika kluba Mitjo Udoviča, piranskega župana Andreje Korenike ter Nesetom Dulajem, alfo in omego piranskega kluba. Slednji pripravlja tudi knjigo ob častitljivi obletnici, ki jo bodo predstavili jeseni na posebni prireditvi ob letošnjem jubileju, ki bo v auditoriju Portorož. Slednji je občinstvo spomnil na nekatere stare štorije, ki so se jih vsi z veseljem spominjali. To je to, zato smo tukaj. Tako lep dan, ko je bil danes, oziroma je še vedno, mislim, da ga še dolgo ni bilo na tem igrišču. V Piranu je nogomet doma. Tako, kakšni so načrti kluba? Tako kot smo rekli, probati sestaviti člansko ekipo in ojačati mladinski pogon. Kako kaže s knjigo 100. obletnice? Napreduje lepo in delamo vse na tem, da bo konec novembra pripravljeno. Na znamenitem igrišču oziroma stadionu pod obzidjem se je vse skupaj začelo že zgodaj popoldne s tekmami mlajših selekcij, kasneje pa se je nadaljevalo s turnirjem nekdanjih nogometašev Pirana. Organizatorji so po dvobojih poskrbeli za krasno fotografijo z dronom, ko so se vsi na igrišču postavili v obliko številke 100. Premierno je bila poslušana tudi nova himna kluba, nato pa je sledil vrhunec večera, v katerem so se pomirili veterani slovenske nogometne reprezentance proti zlati generaciji piranskih nogometašev. Ja, res en prekrasen dogodek, v bistvu praznujemo 100-letnico nogometa v Piranu in res ena krasna priložnost za slavje. Pridružili so se tudi navijači in bil je pravi občutek pravega spektakla, tako da to se vsekakor mesto Piran zasluži, tako da čestitke nogometnim klubu Piran in še nadaljnjih 100 let. Kakšni so vaši prvi spomini na to igrišče tukaj, ko ste bili majhni, ko ste prihajali? Kar zahtevni. Ekipe Pirana so bile vedno zelo karakterne in vedno je bil zelo močen boj tukaj na tem igrišču za zmago, tako da z tega igrišča imam predvsem take spomine na izjemno borbo proti domači ekipi. Danes je bila tudi revijalna tekma, videli smo, da je šlo kar na nož, obe ekipi ste se zelo borili. Se večkrat udeležujete takšnih srečanj, tekem, obletnic? Ja, res tekma je bila zanimiva, malo smo se tudi pohecali, tako da ni bilo pretirano borbeno in nevarno za poškodbe, ampak ja, vedno se rad vračam nazaj v nogometno okolje in v bistvu predvsem, ker je priložnost za širiti nogomet in pač dobro vzdušje, z veseljem se pridružimo, tako da res je prekrasen dan in upam, da bo takšnih še več. Za slednje so igrali denimo Matej Mavrič-Rožič, Andraž Struna ter tudi Patrik Ipavec, medtem ko so reprezentanco veteranov predstavljali med drugim tudi Walter Birsa, Aleksander Knaus, Andrej Komac ter tudi Alfred Jermaniš. Obračun, kjer rezultat ni bil v ospredju, so sicer dobili nekdanji reprezentantje s 3-1. V soboto je bila v Radovljici odigrana povratna tekma kvalifikacij za prvo rokometno ligo. Potem, ko so prvi obračun pred tednom dni v areni Bonifika dobili Koprčani s 33-29, so Gorenjci uspeli pripraviti preobrat in se tako veselili svoje prve uvrstitve med elito v zgodovini kluba. Izničili so zaostanek 4 zadetkov in slavili z rezultatom 40-33. Radovljica in Koper sta bila do 15. minute izenačena, na kar se je začel pohod Gorenjcev na prvo ligo. Slednji so na odmor odšli s prednostjo 22-18, kar je bila razlika, ki bi po koncu tekme pomenila izvajanje 7-metrovk. Nadaljevanje tekme je bilo v istem ritmu, potem pa je sledil 8-minutni strelski mrk koprskih rokometašev, domačini pa so pobegnili na 7 zadetkov prednosti. Varovanci koprskega trenerja Uroša Rapoca so se uspeli vrniti v igro, v 55. minuti pa so imeli celo lepo priložnost za znižanje na 3 zadetke zaostanka, a je vratar Luka Pikovnik odlično posredoval. Maj Jelen pa je bil kasneje zaradi nediscipline tudi izključen. To je bil odločilen udarec za Koprčane, ki se niso več pobrali in dopustili Radovljici, da se je prvič v zgodovini kluba uvrstila in veselila napredovanja v prvo ligo. Na prvi tekmi zmagli za 4, mogoče res, zdaj ko vidimo za nazaj, bi mogli tisto tekmo zmagati za kakšen zadetek več, bilo bi nam sigurno lažje na drugi tekmi. In ja, na drugi tekmi so nas mogoče presenetili z malo bolj globoko obrambo
Izgubili smo preveč žog, ki so jim na to omogočili zelo veliko hitrih protinapadov in ja, na koncu smo dobili 40 zadetkov, kar je enostavno preveč. Na koncu, nažalost, izpad, cela sezona je bila turbulentna, že od samega začetka nam enostavno ni steklo. Bilo je kar nekaj menjav v igralski zasedbi, ampak ja, do konca smo se trudili in upali na obstanek. Na koncu se nam pa na zadnji tekmi žal ni šlo. Pri domačinih je s kar 15 zadetki blestel Žan Debelak, pri Kopru pa je 7-krat zadel Giacomo Hrvatin. Izpad iz prve lige pomeni bolečo zaušnico koprskemu rokometu, saj si česa podobnega pred sezono nihče ni predstavljal, v drugi ligi pa bodo igrali po natanko 10 letih. Sredi vsakdanjega kaosa ljubljanskih ulic je na električnem skiroju brzel zajec. Ampak ne katerikoli zajec, to je bil Wolt zajec. S torbo polno dobrot je drvel čez križišča, ko ga je nenadoma ustavil sovražnik vseh hitrih dostav, rdeči semafor. Namesto da bi go drnjal, kot to počnemo mi smrtniki, se je zajec elegantno obrnil na peti in začel plesati. Torba se je pozibavala v ritmu, skiro je služil kot plesni rekvizit, mimoidoči pa so se spraševali, ali je to posledica ljubezni do svojega dela, glasbe v slušalkah ali pa ena spita kava preveč. Diciamo se postava visto Bavarski Bord. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Na sobotni večer boste lahko ob 20. uri na Ukmarjevem trgu v Kopru uživali v retro ritmih Eurodance glasbe. Odvil se bo namreč dogodek z naslovom Flashback, ki bo gostil nostalgične jugozvezdnike, kot so Kolonja, Karma in E.T. Ob isti uri pa se bo v Centru Mladih Koper odvil koncert, ki bo žanrsko usmerjen v sludge in dub metal. Nastopila bosta benda I Hate God in Riff Tree. Metal frekvence bodo odmevale tudi v Ankaranu, kjer bodo na plaži na Študentu nastopile zasedbe Galt, Caged Mind in Cowboys from Hell. Za tiste, ki prisegajo na slovensko alternativno rock nostalgijo, pa bo ob 20. uri in 30 minut v amfiteatru Auditorija Portorož potekal koncert zasedbe Siddharta, ki se bo tokrat predstavila v akustični izdaji. Na nedeljski dopoldan pa se bo v koprski taverni odprl sejem Art Soul, kjer se bodo predstavili obalni ustvarjalci in rokodelci. Pričetek dogodka ob 9. uri. V ponedeljek zvečer ob 20. uri pa se bo v Hangar baru v Izoli odvil stand-up večer z naslovom Oče leta, ki ga bo izvedel komik Klemen Bučan.
Sredi tedna v sredo pa se bo ob 18. uri v Kulturnem domu Izola pričela plesna produkcija z naslovom Poletna zabava plesne šole Kazina. Uro kasneje ob 20. pa bo zaživela gledališka priredba klasike Mali princ v produkciji gledališke šole Talija. Ta se bo odvila v gledališču Koper. Na četrtek pa se bo pričel tudi Cmok Fest, festival za mlade, ki ga organizira Center mladih Koper, v sklopu katerega bodo potekale razne delavnice. V večernih urah pa bo v mladinskem centru Markovec City potekal stand-up s komiki Admirjem Baltičem, Žanom Papičem in Markom Žerjalom. Na petkov večer pa se lahko udeležite Kaprisovega koncerta na Titovem trgu v Kopru, kjer bo nastopila legendarna zasedba Parni valjak. Pričetek ob 21. uri. Istočasno pa se bo v centralnem mestnem parku v Kopru nadaljeval program Cmok Festa, kjer bodo nastopili gimnazijski bendi Crimson Red, Malinovci in Petri Kor. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse, hvala lepa za ogled in lep pozdrav do prihodnjič.